Loko. Čeku, Pražák. No a potom, až se vrátíme, tak bychom věsili vlajku tady, tak tady bychom buď byl Linecký, Andreas, nebo se byl takže půjdou. Těžko pivo. Těžko. Dobro trefale, ne? To jo, to se povedlo. Já nevěřil. To jo. Zadám. To so Italijani, Avstrijci, ne? Priden je, miren je, ne kazuje. Kako nos palčko, le. Joj, si jo zamudil, le. Zdaj pa naš. Veliko, da ne štima vse. Je rekel veliko, da ne štima vse. Ja. Treći četvrtak smo sadili ribu Ja. Sir, če ti mene umakneš avto, ti? Kje? Še 10-15 minut. Lahko en dober kilometer, še kaj več. 900 metrov. 900. Jaz sem bil 900 metrov. Smo obnavljali en spomenik, ki smo prav protesti. Čisto vem, da smo... Oni bi šli, Gasilci, mali gasilci so to.
Čak i ne, jeste. Hvala za zlaukla, trojka. Ne, i paše da to vidi, ne? Ja me ime žena. Pravna. Pa smo lijepo, ne? Čije se prede po sliku, da. Dobro, to bi podvio. Wir haben diese alte Kirche auch. Aber ja. Können wir hier etwas arbeiten? Ja, oder noch? Ja, haben eigene Kommando, haben eigene Veranstaltung. Dobro. Změněno. Pripravljeni vse? Odlična inicijativa. In hvala za pomoč pri organizaciji vsega. Pri nas imamo problem.
Radicale. Ne mogo in je pol poslal Namestnika. ja, namestnik bi bil kakšen drugi. Zastopnik. Jaz sem včeraj tukaj govoril, ali šel spred. Pa bi to predstavil naprej. Ne. Ne bom zdaj odzvali se spred. Nekaj mladi bodo spremenili. Mladi bodo to poznali. To bo šlo. Ne, pozabiti se ne sme. Ampak ne boste tako.
vojake, da položijo vence. Skace, hop, Parade, ruch! Rani, mirno! Počaki, na svoje mesto. Soprogo Milado. Lepo pozdravljam župana občine Kanal ob Soči, Andreja Mafija. Pozdravljam župnika v Kromberku in na Vogrskem Cvetka Valiča. Župnika v Ročinu in v Avčah Jožeta Mikuša. Infanterieregiment Nummer 28 Prag. Infanterieregiment Nummer 18 Königgrätz. Infanterieregiment Nummer 97 Triest. Infanterieregiment Nummer 87 Solkan. Und Infanterieregiment 17 Ljubljana. Lepo pozdravljam člane društva Soška fronta Nova Gorica.
Pozdravljam predstavnike krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Kanal in Deskle. Novaka von Arientija, obnovili regimenti Linz in Sovkan. Danes pa bo blagoslovljen spomenik, ki je bil obnovljen leta 2009, postavljen v spomin na tukaj padlega poročnika Franca Klingerja na vaši levi strani. Blagoslovljen bo tudi spomenik neznanim vojakom, oba iz Češke. Na začetku bi gospode prosili za darovanje svete maše. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Zbrali smo se na tem kraju, sedaj v trenutku molitve za vse padle, potem za mir in spravo. Mašo bom daroval na prenosnem zabojniku oltarju, ki so ga uporabljali vojaki oziroma vojaški duhovniki med Prvo svetovno vojno. V tem oltarju so tudi relikvije blaženega Karla I. cesarja. Mi sami pa poglejmo tudi v naše življenje, v iskrenem kesanju najprej prosimo za odpuščanje grehov. In Oče v meni, če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično povem vam, kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, ki jih jaz izvršujem. Voljen v Sinu, če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom izpolnil. To je Kristusov evangelij. Žalosten odmev našle v začetku Prve svetovne vojne. Prav v tem trenutku naše molitve se zaustavimo in pred Bogom razmislimo o vprašanjih, ki se nas ob tem spominu dotikajo. Razmislimo lahko, kaj pomeni krščansko odpuščanje, sprava, katere vrednote spremljajo in usmerjajo danes naše življenje. Na neke tragične dogodke v neki zgodovini, ki je minila. Med nami je vedno več izgube nekega zgodovinskega spomina. Pred nami naj bo predvsem zgled vseh, še posebej blaženega Karla I., ki so si že v tistih časih prizadevali za spravo in mir med narodi. Ko živimo v tem današnjem času, ki je tako izrazito zaznamovan z zanikanjem vrednot, predvsem duhovnih, krščanskih korenin, drž in znamen, kar pomeni veliko osiromašenje naše istovetnosti, ki je znamenje pripravljenosti, da želimo ohraniti, negovati, ovrednotiti dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki, da preraščamo predsodke Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja. Na ta dva spomenika, kjer vstajenja mesa čakajo vojaki, ki so padli na tem kraju v Prvi svetovni vojni, nam pa podeli, da si bomo prizadevali za mir in pravičnost v svetu po Kristusu našem Gospodu. Amen.
möchte sage danke Landwehrinfanterie Linz 2. Das haben präpariert diese Altar, was wir kennen, Messfeier, haben hier. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Raduj nebeška se Gospod. Na Vodicah, kjer je, bomo rekli, danes en čudovit dan. Podlaga, zaradi katere smo tu, je pa zelo kruta, krvava in je prizadela veliko gorja slovenskim fantom, slovenskim družinam, pa tudi širše celi Evropi. Cena, da smo danes tukaj v različnih uniformah, različno misleči in da smo prijatelji, če je bila ta cena takrat postavljena, potem se je splačalo. Naj nam bo v poduk, da prepir prinaša samo slabo. Jaz sem prepričan, da tukaj danes ni nobenega, ki bi se strinjal, da vojne prinašajo. Nikoli. Imamo velike izkušnje glede tega, tudi slovenski narod. Ni problem boriti se, tudi takrat pred 100 leti je slovenski mož čuval svojo takratno domovino. Nedvomno je pa vedno imel pred sabo to, da smo mimo. Jaz sem prepričan, da nas zgodovina še enkrat, bom rekel, uči, ne kradi, ne laži, osnovne stvari, preproste stvari, tam so vsi zakoni vsem ljudem jasni. So naredili čudovito kuliso in so dejansko znak, da lahko tudi zelo različni ljudje, zelo različne uniforme živimo skupaj za skupno dobro. Hvala lepa. Se zbrani. Dovolite, da v samem začetku se zahvalim za povabilo na proslavo spomenika padlih vojakov, ročnika nesmrtnih vojakov, položili svoje življenje za našo prihodnost, za našo svobodo. Zahvaljujem se predvsem feldweblu Ivanu Veselemu, ki je prišel in naredil veliko dela, da bi se obnovili dva nove spomeniki. Slišali smo, da več kot 300 000 žrtv je na Soški fronti. Med njimi je 20 000 Čehov, Moravcem in slovenskih vojakov. Mi smo tudi prosili, da bi pri tej proslavi bili nekaj salve. To ni bilo dovoljeno, ampak nam pomagajo tu. Ne bom dolgo govoril. Leto 2014 spominamo 100 obletnico začetka krvave vojne, ki je rekel Ivan Cankar, največji horor zgodovine ljudstva. In vse si želeli, da bi se nič drugega ne ponovilo. In jaz verjam, upam in molim se, da bi nič hudega v prihodnosti ni bilo. Hvala udeležencem. Simon Gregorčič, Soči. Krasna si bistra hči planin, vrtka v prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srtne moti. Krasna si hči planin. Tvoj tek je živ in je legak, ko hod deklet s planine, in jasna si, ko gorski zrak, in glasna si, ko spev krepak planinske je mladine. Krasna si, hči planin. Rad gledam ti v valove bodre, v valove te zeleno-modre, temna zelen planinskih trav in vedra višnjevo svišav, lepo se v njih je zlila, na rosah sinjega neba. Krasna si, hči planin.
Ti, meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš do brav. Od doma se mi zdiš poslanka, nesoča mnog mi ljub pozdrav. Bog, sprimite tu sred planjav. Kako glasno ljubo šumjaš, kako čvrsto, krepko skakljaš, ko sred gora še pot imaš.